Tokrat me čakajo res zanimivi gostje. Skupaj z mano boste spoznali slovenske parašportnike in njihove morda še malo bolj skrite zgodbe. Gremo! V svojem življenju sem imela med drugim tudi to srečo, da sem smela kar na 3 paraolimpijskih igrah sodelovati skupaj z največjo legendo in najuspešnejšim slovenskim parašportnikom, strelcem Francem Pinterjem Ančom. In Ančo je danes tudi z menoj. Ančo, v parastrelstvu si že več kot 30 let. V tem času si pravzaprav v obdobju samostojne Slovenije nastopil na vseh paraolimpijskih igrah. Verjetno ne bom ustrelila veliko mimo, če rečem, da te strelstvo usrečuje, sicer se ne bi z njim ukvarjal toliko časa, pa tako uspešno. Ja, seveda, res je to. Letos aprila je bilo glih 30 let, takrat sem prvo kvoto ustrelil za Barcelono in seveda od Barcelone zdaj do Riota, to je že pa kar 8. paraolimpijske igre. Ja, no in na teh vseh igrah si domov prinesel pravzaprav kar 3 zaporedne srebrne medalje iz Atlante, Sydneyja in Aten, potem pa še eno bronasto iz Pekinga. Tista zlata se ti pa nekako še kar uspešno izmika. A bi rekel mogoče, da ti je zmanjkal kanček pregovorne športne sreče, a je letos tisto leto, ko jo lahko pričakujemo? Ja, bi rekel, da je mogoče malo športne sreče mi zmanjkalo, ker v Sydneyju sem imel 20 minut pred koncem tekme, uradne tekme oziroma kvalifikacij, sem imel svetovni rekord v rokah. In seveda tudi zlato medaljo, ampak potem je eden Korejec, ping-pong smo upravili, prehitel in seveda tako sem potem pristal na drugem mestu. Drugače pa seveda 96 Atlanta, potem 2000 Sydney, Atene, srebrna in seveda potem v Pekingu bronasta. Jaz mislim, da če bom nadaljeval tak nekje, da bi mogoče v Tokiu lahko nekaj dosegel še, ampak je to vse zavito v tisto dnevno formo in seveda tudi v sreči. Ja, kako pa potekajo zdaj te tvoje priprave na Tokiu? Kaj je v tem trenutku v fokusu mogoče? Ja, zdaj v fokusu je samo to, da se ne razmišljam o drugih stvarih, razen o tekmi oziroma o strelu. Priprave so normalne, zdaj še pač malo delamo tudi na strelski kondiciji in jaz upam, da bomo do takrat, do 22. ko potujemo, tudi v tej top formi. Jaz mislim, da Polona Sladič to zelo dobro nas koordinira in vodi in jaz mislim, da tudi bo rezultat tam takšen, primeren. Verjetno te na vsake igre vežejo kakšni posebni srečni spomini, bi izpostavil katerega mogoče? Ja, ne vem, prvo je ta bil iz Atlante 96, ko me je zjutraj oziroma pa poldan v Atlanti poklical naš predsednik Milan Kučan in mi je čestital za tole medaljo. Seveda je pa pri nas bila ura že kar, mislim, da 3 zjutraj, tako da sem bil to zelo ponosen, da me v takem času poklical in zaželel oziroma čestital. A si po vsem tem času sploh znaš predstavljati svoje življenje brez strelstva? Kdaj razmišljaš, kaj bi počel, če ne bi več streljal, ali pa koliko časa boš še imel motivacijo za vztrajati? Ja, ne vem, mislim, da se da še kar brez strelstva tudi da živeti, ampak jaz sem že toliko v tem, da res že težko pogrešam strelišče, če ne grem tam oziroma prijatelje tudi tam, ki so na strelišču. Ne vem, mogoče si bom znal še kaj predstavljati kaj drugega, ampak jaz mislim, da po Riu to bom zaključil svojo zgodbo in se posvetil še mogoče domačemu življenju, ne, mogoče malo potovanj in tega. Ker leta so že tukaj in še moram nekaj uživati. Kaj pa delo z mladimi? Se mogoče vidiš v kakšnih trenerskih vodah kdaj? Ja, to pa je malo težko delo za mene tudi, ker sem že bil pravzaprav trener, samo inštruktor za streljanje, ampak nimam potrpljenja, sploh ko sem še bil na tej poti. Mladi so zelo zahtevni, oziroma včasih ne delajo tako, kot je treba.
in ne poslušajo izkušenejših oziroma tisti, ki smo že šli skozi ta proces. Težko, nimam potrpljenja, ampak mogoče pa tudi še bo se kateri najde, ki bo vztrajen, pa da bo v tem delu, ker to je garaški šport, streljanje, ne. Pravzaprav trenersko še pa hujše, ker moraš imeti taki material, ki ga potem oblikuješ, da pač dosega tiste rezultate, katere si pač da cilj, zadane cilj, moraš pa imeti neki cilj, da ga dosežeš. Pa vidiš kakšne mlade, nadobudne, perspektivne strelce? Ima Slovenija nasledstvo za tako izjemno ekipo, kot ste ti, pa Zlata, Veselka Pevec, pa tudi serijski zbiralec največjih odličij Nani Tiršek? Ja, vidim jih enih par, samo se mi zdi, da je to preveč garaški šport. Vsak, kateri se bi podstopil tega, ni pripravljen delati toliko, ker moraš pravzaprav tudi družinsko življenje dati na stran, če hočeš imeti take vrhunske rezultate, ker to je vsakodnevni treningi in seveda tudi potem, ko greš na tekme, tudi odsotnost od doma, pa podporo moraš imeti doma, support moraš svoj imeti, odvisno kakšna kategorija, v kateri kategoriji streljaš. Tako da enih par jih je v Sloveniji, samo kaj, ko smo pravzaprav vsak, ki se poškoduje, vsaj jaz, ko sem se počuval iz moje zgodbe, je že starejši, ker to je iz prometnih nesreč, ne vem, drugih še pa tak ne poznam, da bi to, ker pač se bolj posvečam tistim mojim treningom in tega. Ampak na teh naših tekmah se najde kakšna, ampak mislim, da se bo pa najdel še kakšen. Pa mogoče vseeno vsaj kakšen nasvet za bodoče uspešne parastrelce, ki si morda tudi želijo kdaj nastopiti na olimpijskih igrah, paralimpijskih igrah? Nasvet je pač ta, če imaš rad, lahko vse dosežeš, moraš pa imeti rad seveda šport. To je tisto, kaj je v tem športu, moraš se samo sfokusirati na tisto črno piko, na nič, ko držiš v rokah oziroma ko se pripravljaš za strel. Samo to je dobro nasvet, samo delo in delo. Seveda takšno za strelstvo ne preveč obremenjevati oziroma z refleksnimi gibi, ampak s prehodi v naravo. Dost teh zadev in umirjeno življenje. To je to. No, kaj pa te sicer v življenju recimo še usrečuje, katere so tiste stvari, za katere boš imel mogoče več časa, če ne bo strelstva v taki obliki kot do zdaj? Ne vem, mislim, da je to bolj sprehodi okrog, da grem v naravo malo, igre na srečo tudi seveda. To je tudi takšna anekdota, da leta 86 sem zadev v bivši Jugoslaviji šestico, samo 38 številka mi je manjkala, da bi sedmica bila. In seveda vsled tega finančnega vložka sem seveda še potem se poročil 87. leta, da je bilo nekje avgusta in tako da tudi družinsko življenje sem si ustvaril takrat. To je tudi sreča bila neke vrste. Ja, to, da si zagret igralec lota, sem že večkrat slišala. Kaj ti pa sicer na splošno recimo potem pomenijo, prinašajo take igre na srečo v življenju, glede na to, da konec koncev se tudi iz tega fonda financirajo invalidske, športne, humanitarne organizacije? Ja, seveda tudi, s tem tudi seveda podpiram, je pa res, da kateri veliko vloži, tudi lahko veliko dobi, je pa loto tudi takšna igra na sreče, ki pač moraš imeti srečo, dnevno formo oziroma tisti kanček sreče in jaz mislim, da je ta loterija zelo dober vlagatelj in tudi za nas, da nas potem tudi na teh velikih tekmah dosežemo tiste rezultate, za katere delamo. Hvala lepa, Ančo, pa mogoče zdaj še čisto za konec. V zadnjem letu pa pol se je življenje, cel svet kar korenito spremenil. Kako misliš, da bo to vplivalo na letošnje paralimpijske igre? Kako bodo drugačne ali pa mogoče česa se tudi najbolj veseliš? Jaz mislim, da bojo poskrbeli za našo varnost tudi, bojim se, ker cepljeni smo bili. Dole tudi bomo testirani vsaki dan in mislim, da bo to neke posebne paraolimpijske igre,
ki mislim, da bojo tudi prinesle neke rezultate. Samo treba to odmisliti, treba iti na ta tekmovališče oziroma tja, da naredimo tisto, za kar smo trenirali praktično celo življenje in potem pokazati, da znamo tudi narediti neki rezultat, tudi pod takimi pogoji, ki je celi svet malo drugačnega naredil. Ne. Je pa škoda res, ker te olimpijske oziroma paraolimpijske igre so zato, da se družimo med sabo, da smo prijatelji in dobiš prijatelje iz drugih držav in upam, da se bo tudi to lahko naredilo in da bomo veseli šli domov. Drži, srečno Ančo, pa na zlato, ne? Hvala lepa, upam.